nekaj minut, ko smo še počakali, da smo se nekoliko nabrali, sicer bi pa jaz trenutno kar začela to naše srečanje, pa če bo še kdo se nam vmes pridružil, se bo pridružil naknadno. Lepo vas pozdravljam, vse, ki ste z nami je nekaj kandidatov za študij v naslednjem študijskem letu, imamo pa z nami tudi nekaj študentk in pa dekanjev naše šole. Danes je prav poseben informativni dan, saj je prvi v študijskem letu 2022, sledila mu bo še serija dodatnih informativnih dni. Tega kot prvega bomo pa izvedli nekoliko drugače. Pogovorili se bomo z našimi obstoječimi trenutnimi študentkami, tako da boste dobili informacijo z prve roke. Hkrati pa to srečanje prenašamo v živo tudi na Facebook stran, kjer nas spremljajo udeleženci preko Facebook portala. Verjetno gre za nekaj minutni zamik, upamo, da nas to ne bo preveč zmotilo. Še enkrat bi rada poudarila, da so vprašanja zaželjena tako v okviru udeležencev v Zoomu. V bistvu si vklopite mikrofon in vprašajte, če bi radi vprašali kaj vmes, medtem ko govorimo, pa lahko uporabite funkcijo dvig roke. Vprašanja pa seveda sprejemamo tudi v chatu Zooma in pa v chatu Facebooka, kjer kot sem že rekla, prenašamo samo srečanje. Ne bom zgubljala nepotrebnih besed. Za začetek srečanja bomo vseeno podali nekaj zelo osnovnih informacij o študiju na naši šoli. Zdaj tisti, ki ste udeleženi z nami v samem okolju spletne učilnice Zoom, ste že kot povabilo na srečanje dobili informacijo, kje na naši strani si lahko pogledate, informacije o študiju na naši šoli, pa bi to morda delila še z vami. Samo bi vprašala udeležence, ali vidite moj ekran? Vam delim ekran? Vidite? Super. Kot lahko vidite, vidite stran Visoke šole za računovodstvo in finance? Vidite, kaj ne? Tako, super, se pravi, za vse interesente študija na naši šoli, za pridobitev prvih informacij predlagam, da enostavno pogooglate našo spletno stran. Čisto enostavno, bom jaz tudi začela od začetka. Pridete na našo spletno stran in takoj na prvi strani naše spletne strani imamo v bistvu predstavitev vseh programov, ki jih ponujamo. Študentom ponujamo 5 različnih programov, dodiplomski študij, magistrski študij in pa kar 3 certificirane programe. Več o tem si lahko preberete pod vsakem programu. Pogledate pa si lahko tudi video predstavitve. Imamo kar nekaj kratkih posnetkov, na katerih bolj podrobno predstavljamo tako dimenzije posameznih študij, kot dimenzije financiranja in pa tudi predstavitev dodiplomskega in magistrskega študija. Nekoliko počasi se mi nalaga, ampak tako, še malo in se bo odprlo. In tukaj se lahko tudi prijavite na vsak naslednji informativni dan, če bi vas še kaj več zanimalo, oziroma pridobite informacije. Vedno nam lahko tudi pišete, ko nam pišete info@vsr.si in z veseljem vam bomo dali individualne nasvete in se z vami posvetovali individualno. Morda za začetek smo zelo mala šola, zasebna visokošolska institucija, zelo smo usmerjeni v prakso, v podpiranje študentov, da pridobijo potrebna znanja za delo v praksi, za delovanje v praksi. Kaj več o tem nam bodo pa povedali tudi naše študentke. Za nami so Alenka, Andreja in pa Barbara. Kmalu jim bom predala besedo. Trenutno pa je, za nami pa je tudi naša dekanja Darinka Kamenšek. Darinka, bi nas morda na kratko pozdravila? Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Zelo vesela sem, da smo poskusili nekaj novega, malo drugače se danes srečujemo in vsi smo malo ob tem vznemirjeni, ampak verjamem, da bomo to dobro speljali in da boste kljub vsemu dobili vse informacije, ki jih rabite. Zdaj pa bi jaz kar predala nazaj besedo. Hvala, Mojca.
Tako, Darinka je zelo prijazno predrla led, namreč nismo zelo izkušeni v prenašanju v živo preko Facebook spletne strani. Dopušča možnost, da trenutno prenašamo 2 posnetka hkrati, ampak boljše 2 kot enega. Zdaj bi pa že v bistvu predala besedo našim študentkam. Kot sem že rekla, z nami so Alenka, Barbara in pa Andreja, pa bi vas za začetek lepo pozdravila. Kar izklopite si mikrofončke, ker se bomo kar pogovarjali, me 4 sedaj. Lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Tako, za začetek bi vas mogoče vprašala, če se lahko na kratko predstavite, se pravi, kdo ste, kaj študirate na VŠR-ju, kakšna je vaša dinamika v vsakdanjem življenju, ste zaposlene, imate družino, preprosto zato, da se lahko lažje identificiramo z našimi potencialnimi bodočimi študenti. Alenka, boste kar vi začeli? Ja, lahko. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Jaz sem Alenka, sem študentka 2. letnika magistrskega študija na VŠR. Poleg študija sem tudi zaposlena kot medobčinska inšpektorica na medobčinskem inšpektoratu skupnega organa Koroške. Poleg teh 2 mojih nalog sem pa tudi mama, tako da tudi poleg študija in zaposlitve kombiniram še družinsko življenje v vse skupaj. Zdaj za to smer sem se pač odločila oziroma za ta študij, ker me je zelo pritegnil predmetnik študija, še posebej tisti del, ki se nanaša na kriminalistiko in preiskovanje. Tako da to je tako na kratko o meni. Se pravi, morda je samo meni išlo, vaša smer pa je ste na magistrskem, ne? Na magistrskem, ja, forenzične preiskave v financah in računovodstvu. Najlepša hvala, bi besedo predala še Barbari. Na to pa še Andrej. Ja, pozdravljeni še z moje strani. Sem Barbara Čučnik, trenutno upravljam 3. letnik dodiplomskega študija, smer računovodstvo. Imam tudi družino, 2 odrasla otroka, tako da je tukaj malo lažje, kot pri gospe Alenki, sem pa zaposlena v računovodskem servisu. Najlepša hvala. Pa k besedi vabim še Andrejo. Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz sem pa Andreja, sem tudi študentka 3. letnika študija dodiplomske smer finance. Sem tudi zaposlena, moji otroci so tudi že odrasli, tako da morda imam mogoče malo lažje tudi kot Alenka, da koordiniram študij in službene obveznosti. Odločila sem se za študij na VŠR-ju zaradi predmetnika, ki meni dovoli, da dopolnjujem svoje strokovno znanje, ki je potrebno za službo. Andreja, najlepša hvala vsem, ki ste se predstavili. In v bistvu ste na nek način že z vašimi predstavitvami pokazali, kaj je nekšen večinski profil študentov pri nas. Namreč večina študentov pri nas se sooča z izzivi, se kombinira študij z delom. Pogosto so k nam prišli zato, ker iščejo dodatno znanje, praktično znanje za uporabo pri delu. Številni študenti pa seveda kombinirajo zadeve tudi z družinami. Ni pa to edina študentska ciljna skupina, ki jih imamo. Vedno več je tudi študentov, ki so pri nas kot na nekakšnem primarnem študiju, se pravi, pridejo k nam direktno v srednje šole ali pa s katere druge šole, kjer jim zadeve niso tako ustrezale. V bistvu se prilagajamo vsem. Zdaj bom v naslednjih vprašanjih morda povprašala naše študentke, kako vam znanje koristi v praksi. Ker to je tisto ključno, k čemur si prizadevamo, da bi znanje zelo koristilo študentom v praksi. Pa mogoče, ne vem, Andreja, bi nam vi morda povedali, ker ste rekli, da ste za računovodstva, ali lahko znanje uporabljate v praksi, ki ga pridobite? To vsekakor in bi rada poudarila, da pridobljeno znanje mi je zelo povečalo tudi nivo strokovnosti. In s tem sem si jaz tudi lahko izboljšala veščine vodenja, komuniciranja in tudi ostalega organiziranja znotraj službe. Alenka, kaj pa vi? Vi ste pa na magistrskem študiju, delate pa na občini, kaj ne? Ja. Kako so zdaj tu prenosi?
Ja, v bistvu znanje mi je koristilo, ampak bolj posredno. Zdaj večinoma v tistem delu, kjer smo osvojili te veščine preiskovanja, pa raziskovanja, iskanja kršitev zakonodaje, tako da to je dejansko bolj postopkovno, kakor mi je koristilo, vsebinsko pa dejansko pri svojem delu zdaj zmorem prepoznavati kršitve z področja davčne zakonodaje in potem posledično lahko te kršitve predajam v pristojno reševanje pristojnim službam. Tako da tudi z tega vidika mi to znanje zelo koristi. Super. Zdaj pa glede na to, da ste vse zaposlene in imate družine in to je tudi, pogosto to tudi slišimo, ko delamo razne analize stanja med študenti, kako kombinirate študij in delo? A so to izzivi? Vam prihajamo tu naproti? Kako poteka ta kombinacija? Kakšen je ta input, ki ga morate dati, zato da lahko recimo sproti študirate? Pa bi k besedi povabila Barbaro. Ja, ta input je odvisno, s kakšnim predznanjem prideš na VŠR. Pač input, mogoče se je treba kakšni urici odreči, pa pač investirati te ure v študij. Kako kombiniram, moram si vzeti čas, pač tudi nekako realna moram biti, da si preveč ne naložim, da sproti delam. Predtem ste pa tudi vprašali, kako mi je to znanje prav prišlo. Vsekakor, sploh ta povezava s teorijo in z gospodarstvom, pa že tekom študija sem naletela zdaj v praksi na področja, ki mi je že zdaj prav prišlo, pa še nisem zaključila. Super, super. Zdaj morda bi jaz tu omenila, da mi imamo vse obveznosti za študente v popoldanskih terminih. Predavanja so izvajana na blok načine, se pravi je predavanje, nato sledi nekaj tedensko obdobje in sledijo izpiti. Z novim letom oziroma že letos, Darinka, morda mi boš pomagala, imamo tudi možnost, da si študenti sami nabirajo predmete in si nekako sami oblikujejo znanja, ki jih potrebujejo. Bi se pa takoj navezala tudi na tiste študente, ki nas morda spremljate, pa nimate predznanja. Dejstvo je, da je našim študentom, ki prihajajo iz prakse, bistveno lažje. Naši predavatelji, številni so usmerjeni v prakso, dajejo nasvete iz prakse, prihajajo iz prakse. Imamo pa tudi nekakšna orodja, s katerimi poskušamo zagotoviti, da tisti študenti, ki nimate predhodnih izkušenj, ne zaostajate preveč. Ta orodja so predvsem projektno delo. V preteklih letih, še pred korono, smo imeli številne nacionalne projekte, kamor so se primarno vključevali študenti, ki še niso zaposleni in so nabirali praktična znanja v podjetjih. Trenutno pa imamo tudi mednarodne projekte od Erasmus Plusa in tako naprej in tudi strateške projekte, s katerimi razvijamo orodja, digitalna orodja, v katerih bi lahko študenti čim bolj kvalitetno sodelovali tako z nami, kot tudi v mednarodnem merilu in pridobivali tista nujna potrebna praktična znanja. Bi morda na tem mestu vprašala, imamo kakšno vprašanje z publike? Kaj pa na Facebooku, na katerem koli od streamov nimamo. No, pa gremo naprej. A bi še katera druga morda odgovorila od študentk na to vprašanje kombinacije študija in dela? Kako poteka, a se kdaj zgosti, ali bolj ali manj gre? Kako je z... Andreja, boste vi še kaj povedali? Mogoče bi jaz tukaj komentirala. Dejansko, tako kot si že rekla, Mojca, in je tudi že Barbara povzela, je izziv študij poleg službe. Vendar, tako kot je program nastavljen, imamo možnost bilancirati službo in študij, da ne pride do prevelikih pretresov. Mogoče bi še poudarila, da izpitnih rokov je res več kot pa dovolj na razpolago. Tako da, če se zgodi, da kdaj nam res zagusti, tako kot ste rekli, imamo vedno možnost ponovno, da se na drugi rok prijaviti in imamo dovolj časa tudi za pripravo. Super. Kako pa je s profesorji? So dosegljivi, so razumni? Jaz bi tukaj rekla, da sodelovanje s profesorji je bilo vedno zelo korektno.
saj so teli izbrani profesorji tudi strokovnjaki na svojem področju z mnogoletnimi izkušnjami, kar nam pač tudi predajo v obliki praktičnih primerov. Se mi zdi, da tudi predavanja potekajo v takem tempu, da lahko res vsak sledi temi in potrdim lahko tudi, da vedno sem prejela tudi feedback, če sem potrebovala od profesorja, kakršnokoli tudi še dodatno pomoč. Alenka, kakšna je vaša izkušnja na magistrskem študiju? Tudi zelo pozitivna, profesorji so izredno ustrežljivi, vedno na pomoč. Kar mi je pa všeč pri tem študiju na VŠR-ju je pa to, da se da s profesorji v bistvu debatirati o praktičnih primerih, na katere naletimo. Tudi sošolci moji, ki delajo na področju računovodstva, so vedno lahko vprašali za nasvet, kako v določenih situacijah odreagirati, kaj narediti, tako da tista interakcija s profesorji je res teče in je res same pohvaljeno. Super, super. Hvala. Barbara, bi še vi kaj dodali? Želela sem dodati, da dejansko sodelovanje s profesorji je res prijazno. No? V smislu, vse imamo odprte praktično vse kanale, ne? So maili, je telefon konec koncev, profesorji se vedno ponudijo, če je vprašanje, kadarkoli dosegljivi in tudi recimo, kot je rekla Alenka, ne, da debatiramo o določeni stvari, tudi če gremo majhen ven iz tiste specifike, pač lahko predebatiramo, kako je to v praksi, marsikaj se da vprašati, marsikaj razjasniti. No. Ti kanali so res vzpostavljeni. No. Odlično. Komunikacija je super. Hvala za odgovor in to nas res veseli tudi slišati, to mnenje o dostopnosti predavateljev. Naprej bi vas pa morda vprašala, kakšna pa je razlika med predavanji v predavalnici in pa nadaljavo. Zdaj, v preteklih 2 letih je bilo precej nadaljavo, v prihodnje pa poskušamo vzpostavljati tudi nekako obe možnosti. Imamo možnost tudi spremljanja in študiranja in v Mariboru in v Ljubljani. Morda, Barbara, vidim, da kimate. Ja, kimam. Namreč, ko sem se jaz opisala 2020, se je ravno ta epidemija začela in sem rekla, super, ne, se to bo pa fino video, pa si fino doma pa tako. Potem pa to vidiš, kako je realno, ne, oboje je super. Ampak 3D slika je 3D slika, ne, v živo je še toliko bolj fino, se mi zdi, da je možno še več tiste interakcije, ampak zdaj mi je pa najbolj všeč. Zdaj je pa fino, da pridem, poslušam, predebatiramo, prediskutiramo, potem imamo pa še na voljo posnetke, nekaj ti ni jasno, prevrtiš nazaj. Aha, to. Ta kombinacija je pa za mene, bom rekla, zmagovalna. Zame je to odlično. Super, hvala. Andreja, imate še vi kako mnenje? Jaz absolutno potrjujem vse, kar je povedala Barbara. Meni ustrezata v bistvu oba dva načina. Res, da sta različna, vsak ima ene prednosti, slabosti. V predavalnici v bistvu imamo možnost povezovanja se tudi z ostalimi študenti. Spet ta debatni krožek se lahko odpre med nami. Prednost pa online je pa dejansko, da si lahko večkrat ogledamo posnetke. Super. Alenka, imate vi še na magisteriju, je le malo drugače, verjetno kot dodiplomec? Ja, mi smo tudi imeli v bistvu možnost zdaj v času korone večinoma nadaljavo, zdaj v zadnjem letniku pa nekako lahko kombiniramo ali pridemo poslušati predavanja v živo, a pa si gledamo posnetke oziroma nekateri profesorji tudi prek Teamsov še imajo predavanja. Na tem mestu bi jaz rekla, da je ta študij nadaljavo možnost, ki so nam jo ponudili na VŠR-ju, ki ste nam jo ponudili, da lahko, ne glede na to, da so predavanja v predavalnicah nadaljavo, sodelujemo na predavanjih. Ta možnost je meni osebno zelo blizu, saj sem iz Koroške in bi mi vožnja po službi na predavanja vzela preveč časa in nekako mi je bolj blizu, da lahko poslušam ali posnetke ali pa dejansko, da poslušamo predavanja v živo prek prenosov. Super, najlepša hvala. Zdaj bi pa postavila eno
vprašanje, ki ga bom združila. V okviru šole imamo tudi knjižnico, imamo pa tudi referat, seveda. Kako ste zadovoljni z delovanjem knjižnice / referata? Lahko govorite samo o enem, lahko tudi o drugem. Andreja, morda boste vi? Ja, jaz sem v bistvu iz referatom in iz knjižnico zelo zadovoljna. Meni se je v bistvu že ene parkrat zgodilo, da sem zadnji moment imela karkoli za urediti in dejansko gospa Berghaus takoj priskočila na pomoč in tudi takoj reagirala, tako da to se njej tudi zahvaljujem. Knjižnica je pa tudi dobro založena, lahko si izposodimo vse gradivo, katero potrebujemo, kar je priporočeno za določen predmet, s tem nam potem tudi ni treba kupovati knjig, čeprav jaz sem jih tudi kar nekaj kupila teh, ki so izdane s strani profesorjev VŠR-ja, Alenka? ker so zelo kvalitetne in praktične za uporabo. Super. Alenka, boste morda še vi povedali vašo izkušnjo? Zdaj, kaj dosti nimam se dodati, tudi jaz bi izpostavila gospo Marijano Berghaus in njeno vedno ki je vedno pripravljena pomagati, zelo hitro odreagira, mislim, res se lahko zanesemo na njo v vseh pogledih. Kar se pa knjižnice tiče, jaz sama nisem člana, tudi nisem obiskovala, ker je zelo veliko gradiva nam bilo ponujenega na teh spletnih učilnicah, pa tudi zelo veliko se da po lokalnih teh študijskih knjižnicah dobiti. Sem pa govorila z ostalimi sošolci, so pa tudi zelo pohvalili samo knjižnico. Tudi možnost, da vnaprej rezerviraš gradivo in te gradivo čaka, ko ga prideš iskati, tako da nimaš tistega zamujajočega iskanja knjig po policah. Tako. Barbara, kakšna pa je vaša izkušnja? Mislim, da še vi morate... Ja, mikrofon. Jaz sem tudi zadovoljna z referatom ali pa z gospo Marijano Berghaus, ravno tako z gospod dekanjo, z gospod Rinko, vedno odzivni. Gospa Marijana, ne vem, če ji pošljem e-mail, sporočilo, pa mi nazaj odgovori, pa pričakuje nek odgovor. Če se ne odzovem, takoj me že pokliče. To vse teče, ne. Kar se pa tiče knjižnice, tudi nisem uporabnik, ker sem več ali manj vse gradivo kupim, ker mi tudi v praksi prav pride, pa v bistvu mi še pol ponavadi, kadar to nabavim, strokovno gradivo mi v bistvu gospa Marijana vse pripravi, da ob naslednjem predavanju tukaj prevzamem, teče vse gladko res. Najlepša hvala. No, bi jaz pa tu še omenila morda še nekoliko bolj samo knjižnico. V naši knjižnici trenutno deluje knjižničarka Andreja Može, ki je pri študentih, vsaj v teh, ki hodijo študirati v Ljubljano, zelo priljubljena, zelo prijazna, rada pomaga. Intervju z njo smo v okviru Erasmus Plus intervjujejo naredili oktobra in je dostopen tudi na naši spletni strani. Morda bi še to dodala, da tisti, ki pa so včlanjeni v knjižnico, tudi zelo pohvalijo angažma Andreje. Zdaj smo nekako prišli do konca našega časa in intervjujev. Ali imamo kakšno vprašanje iz publike? Ja, zdaj pa imamo na Facebooku eno vprašanje, če ga smem prebrati. Zanima kandidatko, popolna začetnica je, nič nima izkušenj iz računovodstva, glede na to, da je slišala, da so kar zdajšnji naši vabljeni študentje iz prakse, kaj to pomeni za njo. Zdaj, če smem jaz, Mojca, odgovoriti, ali boš ti... Prosim, Darinka. No, sem zelo vesela tega vprašanja, ker res večinoma imamo študente iz prakse, ki že delajo na področju računovodstva, vendar imamo tudi takšne študente, ki se še predhodno niso srečali z računovodstvom. Zagotovo je treba mogoče vložiti malo več truda, ampak zelo smo pripravljeni pomagati, da mogoče tisti manjko znanja, ki ga na začetku čutite, pridobite, tako da za takšne študente organiziramo še dodatne konzultacije pri tistih uvodnih predmetih, kot so uvod v računovodstvo, damo še dodatno gradivo, tako da se da to znanje usvojiti brez bojazni, kar korajžno, če vas to področje zanima.
Hvala za odgovor. Morda bi jaz tukaj še dodala, še malo bi dodala zraven projektno pisarno, ker sama sem aktivna v projektni pisarni. Tudi v projektni pisarni v bistvu vse projekte, ki jih prijavljamo in razvijamo, v bistvu želimo z njimi nasloviti potrebe naših študentov. In trenutno imamo primarno projekt, mednarodni projekt, na katerem naslavljamo potrebe zaposlenih študentov, ki ne morejo na mednarodne mobilnosti. Gradimo digitalno simulacijsko orodje, v katerem boste lahko v reševanju simuliranih primerov sodelovali z študenti vsega sveta oziroma z študenti vključenih šol iz tujine. Imeli smo pa leta in leta zapovrstjo in mislimo to obnoviti tudi nacionalne projekte, v katere pa vključujemo študente, ki jim manjka predznanja, ki jim manjka praktičnih izkušenj. Do zdaj smo te projekte imeli pod programom Po kreativni poti do znanja, ker ta program trenutno stoji, bomo v naslednjem letu seveda intenzivno iskali druge možnosti, da tudi tekom študija študentom, ki praktičnih izkušenj nimajo, te nekako vse v neki meri poskušamo zagotoviti. Je pa seveda tudi praksa. Kaj ne, Darinka? Ja, Tako. Zdaj pa čisto predno zaključimo, bi jaz še enkrat pozvala vse naše 3 študentke, ki so z nami. Morda kakšna zaključna misel za naše študente, za naše bodoče študente, morda karkoli, kar bi želeli sporočiti bodočim študentom, zdaj, ko še razmišljajo o zadevah. Če lahko, ja. Zdaj tistim, ki jim je to področje ekonomije in računovodstva blizu ali pa jih zanima, ta študij res toplo priporočam. Iz lastnih izkušenj lahko pa povem, da je izobrazba pridobljena na VŠR-ju zelo dobra referenca pri iskanju zaposlitve. Meni osebno iz izkušenj, preden sem študirala na magistrskem študiju forenzične preiskave, sem zelo dolgo iskala službo, ko pa imam zdaj dodano na življenjepisu dejansko to stopnjo izobrazbe, pa sem dobila kar nekaj ponudb za zaposlitev ravno iz tega razloga in tudi zelo veliko ljudi pa delodajalcev zanima, kaj ta študij je in kaj tam osvojiš, in je to znanje zanimivo z tega vidika, da tudi oni bi lahko z zaposlitvijo takega kadra pridobili zelo veliko znanja iz forenzičnih preiskav. Najlepša hvala. Andreja, boste mogoče vi nadaljevali? Jaz bi tudi še enkrat poudarila tudi, kako je ta znanje čedalje bolj v bistvu tudi pomemben za kapital vsakega posameznika. In dejansko VŠR nudi predmetnik, ki ne temelji samo na teoriji in zagotavlja dinamično, kreativen način pridobivanja znanja, spretnosti, veščine, ki nam dejansko pomagajo uresničiti vse naše poslovne potem cilje. Najlepša hvala, Andreja. Zdaj bi se pa jaz navezala še na eno vprašanje v chatu, potem bomo pa dali besedo še Barbari, kaj ne? V pogovoru, v klepetu pa smo dobili vprašanje, kdaj približno se začne pouk in kdaj se konča. Se pravi, začenjamo ob 16:30 in so 4 blok ure, končuje se potem ob 7:30 nekje. Pouk je vedno v popoldanskem času, mislim, da čisto vedno, nekako se pa tudi trudimo, da bi bili petki prosti. Darinka, me boš še malo dopolnila glede tega? Ja, čisto prav si povedala, res se trudimo, da so petki prosti. Izjemoma za kakšne dodatna predavanja, potem tudi pač petke uporabimo. Pa mogoče na tem mestu bi še to poudarila, kar je bilo že danes tudi govora. Vsa predavanja, z izjemo kakšnega, ampak to naprej izrecno opozorimo, so posneta in so v spletni učilnici na razpolago do 3. izpitnega roka. Zakaj poudarjam 3. izpitni rok? Ker pač so redni izpitni roki 3 za vsak predmet. Se pa je običajno vedno dalo še dodatno dogovoriti z predavatelji za tudi kakšen izredni izpitni rok. Hvala, Barbara. Še vaše misli, kaj ne? Vaš se moram spustiti do besede, se pravi... Ja, z osebnih izkušenj bom rekla tako, da investicija v znanje, to je to. To je edina prava odločitev.
Najlepša hvala. Zdaj mi z našim informativnim dnevom, otvoritvenim informativnim dnevom, ki smo ga izvedli nekoliko drugače, zdaj zaključujemo. Zelo lepo bi se zahvalila vsem študentkam, ki so se odzvale na povabilo, Alenki, Barbari in pa Andreji. Tisti, ki ste nas spremljali v Zoom okolju, se vam zelo lepo zahvaljujemo za udeležbo. Vkolikor imate kakršnakoli dodatna vprašanja, se prosim individualno obrnete na naš referat info@vsr.si. Z veseljem bomo na vaša vprašanja odgovorili in pomagali najti ustrezno rešitev. Podobno pa pozivam tudi vse tiste, ki nas sledite preko spletne platforme Facebook. Za vsa vprašanja smo vam na voljo individualno, udeležite pa se seveda lahko tudi katerega kasnejšega informativnega dneva, ki bo verjetno potekal po bolj klasični poti. Morda bi še zadnjo besedo dala naši dekani, Darinki Kamenšek. Ja, tudi jaz se vsem zahvaljujem, ki ste se danes udeležili tega pogovora o študiju na naši šoli, in sem tudi vesela teh pozitivnih feedbackov, ki ste nam jih dali. Upam, da ste s tem tudi spodbudili bodoče študente, ki razmišljajo, kako se izobraževati naprej. Vsekakor pa, če vam danes nismo dali še kakšnih informacij, pa verjetno boste še zdaj v naslednjih mesecih razmišljali, res brez zadržkov se obrnite na nas, z veseljem vam bomo pomagali in našli tudi primerno obliko študija za vas in pa tudi način financiranja. Hvala lepa. Najlepša hvala, Darinka, najlepša hvala vsem udeležencem. Želimo vam lep preostanek petka in upamo, da se v naslednjem letu vidimo. Lep pozdrav, svidenje. Lep pozdrav. Svidenje. Ja. Ja.